rubriki Vis-a-vis, drage gledalke, cenjeni gledalci, nocoj gostim damo, za katero je slovenska abeceda absolutno preuboga, da bi z njo opisal ali pa označil, če hočete, vse, kar je in s čimer se ukvarja. Marsikdo je pravi multipraktičarka, medtem ko jo ostali poznamo v vlogi pevke, igralke, plivnice, voditeljice, podjetnice, založnice in nekdanje mis sveta. Z nami je Rebeka Dremelj. Dobrodošla. Podpišem. Hvala lepa. Za nas je bila mis sveta. Ta mis sveta, to je res. To je tisto, kar si bom zavrtela še večkrat, tale tvoj uvod. Hvala lepa. Lahko ti zrežemo, pa damo za domov škrnicl. Lepo prosim, lepo prosim. Rebeka, vse našteto, povej mi, je tlelo v tebi že v otroštvu, ali je to kariera, ki je nastala potem, ko si bila na lepotnih tekmovanjih, oziroma je takrat vzbrstilo? Mislim, tisto, kar sem si jaz res želela celo življenje delati, je, da pojem. In ta izbor za mis sveta takrat, leta 2001, koliko let je že to nazaj, no, je bila res samo odskočna deska k moji glasbeni karieri. Vse ostalo se je pa zgodilo potem čistko, mimo grede, res. Nič nisem imela, nobenih nekih posebnih želj kot otrok. Kot otrok sem hotela biti speedwayistka. Speedwayistka? Ja, to je bila moja želja. Si kdaj probala to? Nikoli v življenju. Je to naslednje, kar bom povedal, če prideš k nam nazaj naslednje leto? Jaz upam, da ne, gled, čeprav včasih res bi človek rekel, da se pri meni nikoli ne ve, ne? Ja, tako. Se pravi, a so bili kakšni poskusi v pevsko smer pred izborom za mis? Mislim, poskusov je bilo veliko, ampak ne takih nekih, da bi bili lahko vse slovenski. Jaz se spomnim, da sem pred izborom za mis klicala Nuša Derenda. Nuša je tudi, veš, da najna... Lokalka. Lokalka, ja. In sem jo klicala, če mi lahko karkoli pomaga. Rekla, ne, bomo, ni se pol kaj veliko iz tistega zgodilo, ker seveda so bila moja pričakovanja. Jaz ne vem, kaj sem jaz pričakovala, da mi lahko ona v tistem trenutku pomagala, no. Ampak skozi sem se nekako spogledovala s tem, da bi nekaj počela v tej smeri. Je pa res, da moj oče je bil celo življenje glasbenik, ne? On je igral bas kitaro, pa bil pevc in jaz sem njega skozi občudovala gor na odru, sicer to so bili lokalni bendi, ampak sem si skozi želela tako nekaj, da bi jaz tudi nekaj v tej smeri, no. Pevsko? Pevsko, ja. Se pravi, lepotno tekmovanje je bilo nujno zlo? Nujno zlo, točno tako, kot si rekel, če sem to hotela sprovediti tako, kot sem si jaz to zastavila. Tako da, glej, vse veš, včasih je treba, razmuje se še čevelj na buje. Ne, absolutno. Povej mi, v kakšnem spominu pa imaš ta izbor za mis sveta, recimo? Pa v lepem spominu imam. Kje je že bil? V Južnoafriški republiki, v Sun Cityju. Veš kaj, tako ti bom povedala, današnja mladina zelo težko razume, da smo bili na izboru za mis Slovenije, pa izbor za mis sveta, pa tako, zaradi tega, ker to so v teh 20-25 letih so se stvari tako spremenile, da je danes to res že čist se razvrednotilo. Ampak včasih je pa izbor za mis Slovenije nekaj pomenil. Jaz se spomnim, da mi še danes mi ljudje rečejo, kako se jaz spomnim, ker smo mi dve z mamico kumi čakali, da bo izbor za mis, smo sedeli vsi, kokice smo si naštimali in to je bil tako, veš, takrat je to nekaj res dejansko bil en happening, no, nek dogodek. In imam res lepe spomine na izbor za mis sveta. Spomnim se pa, takrat sem že jaz bila za svojim sedanjim možem, ne. Takrat je bil samo na sveže zaljubljen fant in jaz dekle. In jaz sem bila 2 meseca v Južnoafriški republiki takrat in midva se 2 meseca nisva videla. In je on prišel v Južnoafriško republiko. Ne. Ja, skupaj s takratnim menedžerjem, ki je pač vodil ta izbor za mis Slovenije in midva se nisva smela videti. In on je bil en štuk pod mano in potem sva mogla na izboru za mis sveta lagati, da je on moj brat in potem ga je Havajka začela pecati. To sem hotel vprašati. In potem so nastali problemi. To me zanimajo, zgodbe iz zaodrja. Vprašanje, zakaj se niste smela videti? Ja, ne vem, zaradi tega, ker niso opustili, veš kaj, tam je bilo nekaj čez 90, nas je bilo teh misic in zdaj se ti predstavlja, da ima vsaka svojega fanta tam, verjetno to bi vse malo ponorele, ne? Tako da so to malo nazaj držali. Se pravi, šlo je za ohranitev javnega reda in miru. Miru, tako, dobro si to rekel, ja. Zdaj pa razumem. Ok. In kmalu potem, ko si se vrnila iz tega tekmovanja, si pa izdala prvi komad. Je tako predstavila prvi komad, ki se je imenoval... Prvi korak. Prvi korak? Ne, Ko ugasnejo luči. Ja, ne promaš, ja res. Hvala. Ko ugasnejo luči. Točno, vidiš, ja, točno, ja. Nič, ni neke pretirane zgodbe, če pa jaz njo pa že pozabila.
Pa to je bilo leta 2000. Tako da v bistvu to smo, jaz samo vem, da ko sem šla na izbor za Miss sveta, sem novinarjem predstavila na tiskovni konferenci to pesem. A ja, je zgodba, seveda. No hvala, ker si me spomnil zdaj. Na izboru za Miss sveta so takrat imeli talent show. In sem jaz na tem talent showu pela. In to sem pela to svojo pesem. Takrat je bilo, so mi prevedeli In the Darkness of the Night. Sem jo v angleščini pela. In v bistvu sem takrat dosegla drugo mesto na tem talent showu. In potem sem podpisala skupaj za Miss Barbadosa, Stephanie Chase, sem podpisala pogodbo za Sony Records z enim Elliotom Cohenom. In v bistvu sva takrat mi dve potem nastopale, skupaj sva zapeli eno pesem in duet sva imeli. Ne vem točno več, kako je bilo naslov, ampak vem, da sva nastopali pol na vseh teh predizborih po svetu za Miss. Recimo Miss Češke, Miss Slovaške. Duet. Miss Duet, ja. Join the Party, evo tako, to je bilo. A je ta skladba na Spotifyju? Jo lahko slišimo? Join the Party. Join the Party. Ja. Duet. Tako. Kolikrat si probala prideti na Eurosong? Leta 2000 ti je uspelo? Veš, če bi jaz vedela, da me boš ti te stvari spraševal, bi si jaz malo svojo zgodovino pogledala. Ne vem ti povedati, koliko sem probala. Hotel sem samo napeljati na dejstvo, da skladba Pojdi z menoj, s katero si nastopila na Emi za Eurosong na izboru. Nisem zmagala z njo. Nisi zmagala z njo in jaz bom tako povedal. To je kriminal, ki ga ne bom nikoli odpustil slovenskem narodu, da pesem Pojdi z menoj ni šla na Eurosong, ker bolj eurovizijskega komada slovenskega jaz ne poznam. Ampak ti veš, da veš, koliko ljudi je meni reklo, da bi takrat Pojdi z menoj jaz mogla zmagati, da je bil to v tistem času res zelo eurovizijski komad. Tako da, ampak, glej, potem sem šla čez, ne vem, ali naslednje leto ali čez nekaj let, ne vem več točno, spet ne. Ampak ja, no, poj sem pa zmagala za Vrak naj vzame, ki pa po mojem mnenju ni bil zelo eurovizijski komad. Bil je specifičen komad, ker Pojdi z menoj je res popevka. Popevka, čista popevka. To je eurovizijska, nam rekel, šlager, popevka, ampak ima te... In še danes jo ljudje znajo, ne? Pač naša generacija še dan zna to pesem na pametno, tako da... Izjemna pesem in se pravi... Se je zgodilo nekaj z njo, no. Tako da jaz sem bila zadovoljna s tem komadom. Kje je bil takrat izbor za pesem Eurovizije? Ko sem bila jaz? Ko si bila ti? V Beogradu. V Beogradu. Ja. Kako je bilo takrat? Je bilo takrat še drugačen Eurosong? A je tak rom-pom-pom, kot je danes? Ni bilo rom-pom-poma takega. Ni bilo takšnega, ne? Ne, absolutno da ne. Pa tudi čist drugačno dojemanje Eurosonga je bilo. Plus, da se mi zdi, da se je slovenska delegacija zelo drugače vrtela takrat, kot se vrti danes. Danes smo tudi Slovenci začeli razumeti, da se more šov delati in da more pač nekaj iz tega biti. Takrat, ko sem bila jaz na Eurosongu, se spomnim, da še slovenske zastave nismo imeli, da mi jo je mogel oče potem iz Slovenije v Beograd slovensko zastavo pripeljati, ker pač nismo imeli slovenske zastave sabo, ne. Res? Ja, res. Tako da, mislim, nič narobe, ampak hočem povedati, da takrat smo bili pač drugače misleči, kot smo danes. A ste imeli vsaj flašo šnopca s seboj? Če ste imeli flašo šnopca, se vam oprosti, da niste imeli slovenske zastave, bi jaz rekel. Ja, ne, to se ne spomnim. Ampak veš, vsega je bilo, no. Tako da, so pa zagotovo, to je taki lepi spomini in jaz pravim, da bi vsak pevc mogel enkrat doživeti v tej naši Sloveniji ta Eurosong. Predvsem zaradi te organizacije pa to. Zato, ker to se na tem Eurosongu se počutiš, ker je ena svetovna zvezda, ki, veš, jaz predvidevam, da neke Jennifer Lopez pa neke Whitney Houston so včasih imele takšne koncerte, tako kot je organizacija Eurosonga. To vse štima, vsaj takrat je vse štimali, saj moje izkušnje so take. Ogromna dvorana, velika publika, vsi so fani, vsi te poznajo. Ne glede na to, ali si ti iz Slovenije, ali si ti iz ne vem kot, ampak dejansko vsi vse vejo o tebi. A veš, tako? Intervjuji. Dober feeling. Intervjuji, seveda, v različnih jezikih. Take občutke imam jaz vedno, ko prijem na Planet. Ja, ne. Še posebej, ker vratar vpraša, kdo ste pa vi. Osebni dokument, prosim. Rebeka, na prvem mestu si pevka, torej, to sva odkljukala. No, bi se definirala? Ma ne bi se. Jaz bi bolje rekla, da sem medijska osebnost. Ne vem. Medijska osebnost bi lahko rekla, jaz bi tebi rekel podjetnica, ker se mi zdi, da imaš, imela si parfum, imela si spodnje perilo. To je biznis. Je biznis, ja.
tukaj ti ne pomaga, dobro, pomaga ti, da si medijska oseba, seveda. To pomaga, vse ostalo pa moraš imeti pač neke delovne navade, predvsem ne. Je ta podjetniška žilca, in to sprašujem zaradi tega, ker jaz je nimam, jaz ti ne morem prodati kozarc vode, ki bo žejna. Zdaj prodajva tvojo knjigo, ajde. Ne, to jo bom kregal. Šesti roman piše. Ja, hvala, mi je pomagala. Zanima me ta podjetniška žilca, a je to prerojeno, a je to nekaj, ki se človeku rodi, ker je bil pač v življenju v stanju, ko je to moral razviti. Ne vem, ne znam ti odgovoriti. Ne vem ti povedati, zaradi tega, ker to se je vse pri meni tako spontano razvijalo, veš. Jaz sem, verjetno sem se že rodila s tem, da sem bila skozi malo nekje nek biznis iskala in tako, ne. Je pa dejstvo, da ko sem padla v ta show biznis, sem enostavno sama pri sebi ugotovila, da pri meni osebno je samo to neko petje in to nastopanje premalo. Ne morem nekako sama sebe izživeti, ne morem, veš, nekaj mi manjka. In pa sem začela še pač druge stvari razvijati. Ampak vse dejstvo je, da če mi pogledamo recimo svetovno medijsko sceno, vsi, oziroma pač pri njih, drugi delajo v njihovem imenu. Pri nas je pač temu tako, da pač če hočeš nekaj narediti, moraš delati takrat sam, ne. Ampak dejstvo je, da se zdaj iz enega imena razvija več vej. In pač jaz sem to že v samem štartu začela delati na tem, da pač ustvarila sem si neko prepoznavno ime, Rebeka Dremelj, in potem sem iz tega imena izhajala. To sem gledala kot na eno blagovno znamko, iz katere se da pač razviti več različnih področij. Nepremagljiva. Ja, recimo tudi ta Nepremagljiva je eden tak projekt, ki je nastal iz dejansko moje medijske podobe. Ok, zanimivo, jaz mislim, da je to, ker jaz se pravim, jaz nimam nobenega talenta, kako to prodati, pa če se še... Pa to ti misliš, da nimaš talenta, poglej, kaj si naredil sam sebe. A si iz Brazile, isto ki jaz, poglej. Pa poglej, ki sva, da sva pa na planetu. Zdaj smo pa lepo napičila. Si mi vrnila za vse, ker sem te zafrkal v življenju. Zdaj, tvoj ustvarjalni duh, recimo temu, ti ne pusti mirovati. Zdaj si se znašla še v gledališču. Čestitke, kmalu boš imela 100. ponovitev Jamske ženske. Ja. V kolikem času? V pol leta? Ja, v 5 mesecih. V 5 mesecih 100 predstav. Ja. Se pravi, ti si bila doma vsega skup? Malo. Zelo malo. Zelo malo. Kako to prenaša? Najprej, kaj te je zapeljalo na gledališke deske? Je bilo to povabilo? To je bilo zgolj povabilo Ranka Babiča. Ranko je rekel, veš kaj, jaz sem rekel, da dobil sem en tekst in jaz ta tekst berem in jaz ne vidim druge medijske osebnosti v Sloveniji, ki bi to znala odigrati na takšen način, kot si jaz to predstavljam, kot ti. A bi ti to hotela? Pa sem jaz seveda niti nisem vedela, kaj se spuščam, in sem rekla, ja, seveda, da ti to kar pošli. Jaz, ko sem dobila teh 50, 60, 70, ne vem koliko strani teksta, me je kap zadela, ne? Ker jaz sem se učila nazadnje pač na visoki šoli, v katero sem hodila, in si nikoli nisem znala predstavljati, da sem se sposobna 1:40 teksta napifljati in da bom jaz to zvozila sama. Ker jaz tudi nikoli na odru nisem bila skoraj da v večini sama. Zmer sem imela ali neke plesavke, ali bend, ali karkoli, razumeš, in sem se res sama sebe postavila pred en hud izziv. Ampak no, na koncu sem videla, da sem to lahko speljala in sem vesela, da sem speljala. Zaradi tega, ker verjameš ali ne, da sem si jaz v teh 5 mesecih Jamske ženske toliko enih stvari naučila, toliko enih novosti spoznala v medijskem svetu, ki jih prej nisem vedela. In bi sem rada vsem igralcem čestitala, res. Zaradi tega, ker sem na igralski poklic gledala nekako tako, kot so mnogi gledali, tudi malo name, veš. Da to pa ne more biti tako težko, ne? Ja. To je res težko. Ima svoje zakonitosti, ne, ko si na odru, te morajo slišati vsi enako, moraš se odpirati. Ne pa predvsem usrkavanje vse te energije, a veš, vsa ta energija, mi smo ljudje, smo energetska bitja. To je dejstvo. In vsa ta energija te publike, ki v tišini čaka, kaj boš ti povedal. In potem, ali se bojo smejali, ali se ne bojo smejali. Vse te neke čustvene faze, ki se dogajajo v tvojem telesu, vse to sprejemanje. Vse bacile, ki kašljajo, pa ti to moraš sprejeti. Bacile takšne in drugačne, ne samo izkašlja, veš. To moraš sprejeti. Moraš sprejeti in absorbirati. Tako da ni enostavno, res ne. Kako pa skrbiš zdaj, bi rekel, za zdravje, za prehranjevanje, ker te turneje, to pomeni, imaš v Murski Soboti, moraš do Murske Sobote priti, moraš izvesti, moraš priti domov, to gre, ne pretiravam, če rečem 6-7 ur na dan.
Ne, to gre več, ja, seveda. Ne, mislim, jaz sem meni minimalno šlo, recimo dobro, razen če sem imela res Novo mesto, Krško, Brezce, drugače mi je pa minimalno 8 ur šlo. Ne. Še prej sem se mogla vedno tudi pred predstavo, sem se mogla pač malo pripraviti, malo ponoviti in vse to. Ne. Dobar, pol na konc, zdaj seveda nisem več nič ponavljala, ker je pač že bilo čisto samoumevno vse, ampak načeloma ti bom tako povedala. Meni je Ranko rekel, ker me je poznal, kakšen hiperaktivc sem, je rekel, Rebeka, nekaj ti povem, ne boš zvozila, če ne boš v stanju hibernacije do predstave. Ampak sem jaz, ja, bom. Ampak sem na koncu po 2 mesecih, recimo tam enega februarja, se mi je začelo na zdravju malo poznati. Ja. In sem začela res na odru doživljati ene take stiske, ene pol ure že ko sem bila na odru, sem začela doživljati ne vem, nek stres, ki mi ni bil poznan. Tesnobo. Tesnobo, kot neke vrste tesnobo in tako. In srce mi je začelo nabijati in tako. In sem ugotovila, da je vrag odnesel šalo, da zdaj pa res nekaj mogla narediti. Dobro. In sem pol marca dala sebe v stanje hibernacije do predstave. Tako da nisem v bistvu nič kaj veliko drugega potem od marca naprej počela kot puhala, pospravljala, rihtala za otroke, pripravljala vse stvari, da ko bojo prišli iz šole, da bojo imeli vse poštimano in se drugih delovnih obveznosti nisem več imela. Sem bila res sam mama, pa žena, pa gospodinja. Tudi nisem neki pretirano, veš, za to nepremagljivo, pa to, ko imam jaz ta portal svoj, nisem veliko delala, je pač moja poslovna partnerka res vso delo oddelala, tako da ji hvala. In smo pol zvozili. Drugač ne bi zvozila. Ne bi zvozila. Fizično ne bi zvozila, res ne. Ne je začelo. Gre jeseni predstava naprej? Gre. Se pravi, ciljaš 500 ponovitev? Ne, to ne. Mislim, da ima rekord jamski človek. Ja, 700. Ne, to ne bi. To ne bi. V 5 mesecih si skoraj 100. Ampak mislim, da eno sezono še, pa bo potem počasno dovoljno. Ne znam si predstavljati sama sebe, da bi 700krat eno in isti tekst povedala. Res. Nisem ta človek, no. Me že zdaj na koncu sem že tako dodajala, da predstava ni bila več uro pa pol, ampak smo bili že na uro 45. Tako da bi znali videti, da bi me pri 700 ponovitvi na 2 ure pa pol poslušali. Kar ni slabo, ne? Fanov imaš ogromno. Za koga, ja. Tvoji božični šovi, ki jih delajo zdaj koliko let? 2 leti sem zdaj. Zdaj je 3. leto, ja. No, je to posledica poslovne ideje, a je to posledica deljenja navdušenosti iz otroštva? To, ja? Plus poslovna ideja, ja. Veš kaj, jaz sem tako rada vedno spremljala te Christmas special, ki so jih imele tuje zvezdnice. In pa ne vem, tudi Michaela Bubleja pa tako, veš, to vse ta kič okrog Božiča in vse te božične pesmi, tudi imamo lepih božičnih pesmi. Pa se nič ni, kaj pri nas veliko zgodilo in sem jaz rekla, jaz si želim to narediti. In zato sem se spravila takrat prvič delati te božične šove, ki so se potem na koncu pokazali, da so ljudje željni tega in zdaj sem se odločila, da bom v tem ustrajala. Koliko prej pa začneš to vaditi? To se mi je vedno zdelo smešno. Včasih še, ko sem delal na... Avgusta že, zagotovo. Že avgusta? Ja, seveda. To se mi je vedno zdelo tako smešno, ko sem bil še na kakšni drugi televiziji, pa smo snemali božično pa novoletno oddajo, pa se je snemala... Julija, avgusta. In smo poročtevali 5, 4. Se pravi, pol leta vzame priprav. Pol leta vzame, ja. Veš kaj, veliko je sodelujočih, pa plesalci, pa z bendom je treba uskladiti, pa en kup enih stvari, no, tako da letos smo recimo, oziroma lansko leto, veš, jaz sem še kar v decembru, lansko leto smo pač ful manj vadili, zaradi tega, ker smo imeli že zelo lepo postavljeno od prejšnjega leta, no, ampak letos pa novosti vnašam. No, imejte odprte oči za to. Tako da, ja, decembra se vidimo zagotovo. Decembra, nameravaš tudi morda razširiti to še, ker to je trenutno samo v Ljubljani, ne? Ja, zdaj smo imeli v Ljubljani, ja. Ja, veš kaj, jaz sem si letos res mislila, lansko leto, ne, vidiš, sploh se ne znam navaditi, da smo že 2024. Ti je oproščeno. Pri tem tempu, ne. 100 ponovitev pol leta. Ja, lansko leto sem res hotela razširiti, ker pač nisem vedela, kaj se bo zgodilo z jamsko žensko, ampak pa se je pa jamska ženska zgodila kar naenkrat in sem videla, da ne morem. Ja. Da mi je en velik šov več kot dovolj. Tako da bomo videli, kaj bo letos. Ne znam nič obljubiti. No. Imamo pa zelo kmalu produkcijski sestanek. Bomo pozorno spremljali in opazili, kaj bo. Preden zaključiva, morda nekaj, kar imam tukaj v researchu, kar
česa ne vedo gledalke in gledalci. Imaš namreč... Obstaja še kaj? Ja, imaš namreč, pa ti pove, če je to res, zaraščen drugi in tretji prst na nogi. Ja, na obeh nogah. Na obeh nogah? Na obeh nogah, ja. Zdaj veste. Rebeka, jaz ti želim... In mama in brat. Vsi? Vsi. Spaj imaš 4 prste na nogi. Tako... Ne, ni res, veš kako je, ni res. Imam v bistvu 5 prstov, samo da vam kožico vmes skupaj. Moja mama ima malo manj, brat ima mečken več, jaz imam pa čist. Ampak imam 2 nohta, 2 prsta, vse samo koža je vmes. In takrat to, ko sem bila otrok, niso rezali, zdaj bi to prerezali in bi bilo pač vse normalno. Ampak jaz sem se zdaj to tako navadila, je pa tudi fajn, veš, ker ko tem zmanjka... Ne rabiš plavutk? Ne, ko teme zmanjka za pogovor, jaz rečem, kaj si videl moje prste? A tako kot je meni? Ne, se mi ni zmanjka, samo moram zaključiti. To je moja predolga. Rebeka, hvala, da si prišla. Hvala te. Srečno za predstavo, z vsemi projekti, ki jih imaš, vključno z božičnim šovom. Hvala enako. In s prsti na nogah. Se Hvala vrnemo enako. po glasih. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.